Pravijo, da se mladi ne zanimajo več za avtomobile. Ampak, a je res tako? Gorski reševalci so rekli, da je Dacia Duster prav fajn avtomobil, ampak kaj ko bi imel malce večji prtljažnik. No in v Franciji so jih uslišali in Dusterja povečali v Bigsterja. In v današnji avtomobilnosti vam pokažemo tudi, kam hodijo lulat in kakat filmski zvezdniki. Torej, poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Za popotnike, ki svoja popotniška doživetja dokumentirajo v video obliki in potem te posnetke objavljajo recimo na YouTubeu, no, za njih velja, da Sprinter je sinonim za kombi. Sinonim za tiste vrste kombi, ki jih ti popotniki predeljujejo v avtodome. In v tiste vrste avtodom, v katerem vsi ti popotniki kar živijo. Seveda govorim o teh novodobnih digitalnih nomadih, o popotnikih, ki ves čas potujejo po svetu, preživljajo pa se recimo z delom prek spleta. No, zanimivo predvsem tem je, da vsi ti popotniki dejansko sploh ne razlagajo, da gre za Mercedes-Benz, ampak govorijo kar o Sprinterju. Se pravi, Sprinter je na nek način postal že skorajda znamka zase. Ampak seveda, takšen ugled si je Sprinter zgradil skozi več desetletij. In Sprinter letos praznuje 30. rojstni dan in v tem času se je tudi razvil kot idealno vozilo za predelave. In kar 76% Sprinterjev po cestah vozi ukrojeni po meri. In v današnji avtomobilnosti bomo pogledali, kako so svoje Sprinterje po meri ukrojila 3 slovenska podjetja. Pa najprej poglejmo, kako se v Sprinterjih vozijo pacienti. Direktor, ste več časa, kakor pa obstaja Sprinter na trgu? 3 leta več. 3 leta več. In kaj? Zakaj Mercedes? To je avto, ki zdrži pač naše kilometre in pač to šarf uporabo na ta način, kot jo se pri nas izvaja. Tukaj so ozke ulice, včasih se malo mudi, zaletavaš se čez robnike, nosila ven, noter, stokat, odprt vrata, zaprt vrata. To so vse te stvari, ki jih pač Mercedes drži, no, po naših izkušnjah. Prej sem bil presenečen, ker ste rekel, v bistvu, da je to enkrat več date za opremo. Jaz sem mislil, da bo to še dražje. Ampak to je zdaj brez mašinerije, ki je noter. En defi stane 35 evrov, recimo, en respirator stane 15 000 evrov, aspirator je par tisoč evrov, nosila so nova 17-20 000 evrov, odvisna kakšna pač imaš, lahko imaš električna, ki stanejo 45. Recimo te zadnja dve vozili, ki smo jih dobili z električnimi nosili, kompletno opremljala, sem računal, da prije okoli 250 evrov. Kaj je lastnost dobrega kombija? Zdaj vidimo, da ima tale pač analogna ročna vrata, tam imate že v bistvu električni pomik. Kaj je to za sabo potegne? Mi, če kupujemo sami vozila, kupimo res vso opremo, kar je možno. Z električnimi vrati. Vse, leva, desna, električna vrata. Zakaj se je to pokazalo dobro? Ker ko se avti perejo, pozimi zmrzne. In v bistvu je tukaj noter ta vodilo žice, zmrzne in ne moreš vrat odpreti. Zdaj, če gre pač na elektriko, pa stisneš gumb, pa odpre, ker pač sam motorček pač to naredi. In to se nam je izkazalo za veliko boljšo varianto. Ampak to so vse te stvari, ki jih čez čas ugotoviš, ne. To je stol za spremljevalca, še en stol na tej strani. Zadaj kardiološki stol, ki je na gosencah, to se pravi tudi, da gre lahko po stopnicah gor za lažje vzpenjanje. Tale še nima električnih nosil. Grelnik za infuzije, hladilnik, to se pravi za polet, ne. Nek material, kar ga rabiš, rjuhe, gaze, te stvari, kakor je. Ta mikrofon, tole povezavo imate za opozorilo? To je povezava, če je, ne vem, spremljevalec tukaj, pa da se nekaj dogaja in lahko, ne vem, po mikrofonu pač sporoči naprej, ne. Ampak naprej v dispečerski center? Ne, v šoferju. Še vedno ostajate pod 3 tonami pa pol? Ne, avtomobili so čez, ja. Ok. Ja. S to opremo ni šans, nek peš več. Saj zato pa sprašujem, ja, tudi ja. Aha, čeprav imate oboje vrata, v bistvu jih nimate zato, da imate prehod? Ne, ni prehoda čez, ne. To je za prostor, pač, ki ga lahko izrabimo. Vi imate v bistvu tudi še v bistvu stare E-je, če primerjate Vitote, Sprinterje. E-klasa je kralj, ne, to
to je neprimerljivo. Ampak iz upravnega stališča vidimo, tudi zaradi prostora pa to. Tudi čist dovolj prostora noter. Imamo še dve prejšnje, ne vem koliko so, 211, 212, mislim, da je blizu milijona kilometrov avto. Za pacienta, ki pač rabi prevoz na daljše proge, je zagotovo bolj udoben kot to. Recimo, mi smo imeli, kaj sem pacientko pred pol leta iz Lizbone do Ljubljane, to je 2500 km. Električni sprinter. No way. Zakaj ne? Ja, bil sem v Portu, ko so imeli predstavitev električnega veja. Tak je bil tam, je imel dosega manj kot 100 km. To je, mislim, to nimaš kaj delati. To je lahko za nek DHL pošto, ne, in kogarkoli, ki se po Ljubljani vrti, pa zvečer parkira. To pa pri nas ni šans. Lepo hvala za to. Ja, z veseljem. Veselila. A je mladim to sploh še zanimivo in atraktivno? Pogosto namreč slišimo, da mladih avtomobilizem danes ne zanima več. Vsaj ne v tolikšni meri, kot je zanimal danes nekoliko starejše generacije. Da se posterjev s Ferrari, Lamborghini, Porscheji po stenah ne lepi več, da ni več toliko zanimanja za predelave avtomobilov, za avtomobilsko tehniko, za avtomobilske dirke in ne nazadnje celo za samo vožnjo. No, jaz bi stavil, da to vse skupaj ne drži. Ampak zakaj bi ugibali? Preverimo iz prve roke, s pomočjo avtomobilov s posterjev. Ja, zdaj pa, kakor da. Pa lepo materijali. Lušna stvarca. To je najbolje. Super. Tako je, the best. Super. Hvala lepa. Tole je bila pa bomba, res. Brzina je tudi kar taka, no huda stvar, no moram priznati, malo pa sem se pokakal. Jaz ful obožujem avte, tako da mi je tole pospeški pa to, da lahko ful na kratko razdaljo fajn bremza. To pač pri navadnih avtih ni, ne? Noro. Ja, v bistvu ta hitrost, ne, super je, no, ko tako pospeši, sploh ko gre navzdol po hribu, res neverjetno. Koliko kilometrov na uro dosežeš na koncu ravnine? Ne vem, nisem gledal, naštel sem samo gledal, kako je bilo lepo. Samo gledal sem ravnino, ko gre, pa v ovinku zameče, pa poslušal, kako se odziva motor. Do 180 sem še gledala, pa nisem več gledala na števce. Bolano, ne ubi. Ob vsem tem navdušenju se zdi naš uvod popolnoma nesmiselen. Kaže, da mlade avtomobili še kako zanimajo. V veliki meri pa jih zanimajo tudi hitri, športni avtomobili. No, ampak na tem mestu hitro pridemo do novega izziva. Včasih smo s kilovati in konjskimi močmi rasli. Če zdaj le takole recimo pomislite, koliko je za vas imel konjev pravi športen avto včasih. 100, morda 200, no več kot to pa so jih imeli le superšportniki in pa dirkalniki. Danes pa so zares močni avtomobili precej lažje dostopni. Prvi razlog je seveda razvoj tehnike, drugi pa dvig življenjskega standarda. Vse bolj opazen pa je tudi tretji razlog. Gre za porast priljubljenosti električnih avtomobilov. In ti električni avtomobili so običajno precej močni in eksplozivni zaradi svojega instantnega navora. No, vse te konje, pospeške in eksplozivnost je torej treba spoštovati. Limitu se moramo približati počasi. Vsi bi radi dovjali, vsi bi radi dirkali in tu, vsi bi radi imeli močne avte. Se moraš pa malo zavedati, kaj češ jemati in kako boš vozil. No? Mislim, da se včasih kdo tudi malo preceni, koliko lahko hitro vozi, sploh ti pač mladi vozniki. A se ti zdi, da so recimo mladi vozniki na splošno dorasli tem hitrim avtomobilom? No, ne vem, mislim, da je dosti nespameti, no, kar se tega tiče. No. Kaj prinaša vožnja tako hitrega avtomobila? Najprej se pač te malo strah, ker
itak, no, Tekice je zelo zanimivo voziti, polje pa pač sam veselje, ne, ker lahko ti tak avto voziš. Hitrost, ovink tam lepo, ker moraš hitro bremzati, malo adrenalin nabije, pa klele pospešek do klanc gor, polano, res. A se ti zdi, da imaš dovolj znanja, da obvladaš tak avto, recimo tudi pri dinamični vožnji? Sam ne. Če bi imel inštruktorja, tako kot je bil gospod z mano, ja, drugače pa ne. Sigurno ne. Kaj je dela mojstra, predvsem pri mladih voznikih, pomembno, da urijo svoje spretnosti, da se dejansko imajo priložnost večkrat nekako preizkusiti in da pridno nabirajo kilometre. Zdaj pa kar po desnem pasu tle, zdaj pa dava plinja. Danes smo tukaj zato, predvsem zaradi mladih voznikov. Mi v Zavarovalnici Triglav v bistvu spremljamo že vrsto let in oni veljajo za eno tako bolj rizično skupino. Ena stvar je sigurno iz naših analiz, nadpovprečno je zastopano število primerov, ko prihaja do prevrnitve vozila, obenem pa tudi statistika samih prometnih nesreč. Če je recimo v enem letu na neki celotni populaciji se bo nesreča zgodila 3 voznikom od 100, je pri mladih voznikih ta verjetnost 3-krat višja, kar pomeni, da se bo nesreča verjetno zgodila 9. Skoraj do ciljne črte je šlo v redu, kaj se je pa potem zgodilo? Ne, ja, nič. Sem rekla, na ravnini bo pa šlo, pa ni šlo. Star pregovor, ki še vedno zgleda drži, mladost je norost, so bili sprva v vožnji previdni, ampak po parih ovinkih, ko so videli, da zadeva laufa, so si dovolili načeloma vedno več. Nekdo mogoče tik pred koncem, pa se je zapletlo, pa so imeli težave. Se ti je taka mogoče kdaj zadeva že zgodila tudi v odprtem prometu? Ne, tam vozim bolj z glavo, tle vem, da lahko probam. Driftanje na plastičnih pneumatikah in varnost. Kaj ima to pravzaprav skupnega? Bi lahko rekli na prvi pogled, da nič, ampak vseeno, kot smo zapakirali pravzaprav event danes so se vozili z avtomobili, ki jih niso nikoli še vozili, z avtomobili, ki so zelo športni, pa sem tudi vajal predstavo na ta način, torej dobili so priložnost, da vozijo super zmogljiv avtomobil, ki ga še niso mogli probati prej, za na cesto, za 1 uro. Lahko greš pač probat, bodi varen, pripelji varno avto nazaj v garažo. In tudi tukaj so imeli možnost z avtomobilom, ki nima toliko velik konj, ima pa sicer slabe pogoje za vožnjo, ker je oprijema zadaj zelo malo. Tu je res te plastični nasadki, tu je, kot da bi jemo pladne od McDonald'sa gor na puntoti. Tile gume zadnji te kar malo zafrknejo, ne pričakuješ. Ja, čeprav sem šlo počas drsi, sploh tam bo vinko. A se ti je kdaj to že na odprti cesti zgodilo? Ne. Katera veščina je tista, ki jo tukaj s temi treningi pridobijo mladi? Ja, predvsem pripravljenost na reagiranje, to je prva stvar. Močen avto bo dosegal visoke hitrosti, zaradi tega bo treba razmišljati malo naprej. Reakcijski čas tam seveda pomeni dosti večjo razdaljo. Medtem ko tu pri tem avtomobilu se dogaja pri nižjih hitrosti, ampak ko avto zdrsne toliko bolj intenzivno in je potrebno pač toliko bolj konkretno odreagirati. In ko enkrat to doživiš, potem lahko razumeš. Če bi pač vedela, da nisem v kontroliranem okolju, definitivno to ne bi tako izgledalo. Pa če bi vedela, da imam pod sabo malo več konjev, bi tudi šlo malo bolj z glavo. Mi je čist drugi občutek tule, tudi pa tu lahko avto potisneš do hitrosti, ki jih na cesti načeloma ne smeš. Tako da pač malo tudi, da vidiš občutek, kak je to. Ja. Kako močan avto voziš na splošno? Koliko je, 185 konjev? Tako, normalno, neki vmes. Ne prehiter, ne preveč. A se ti zdi, da so avti danes postali premočni? Ja, tu zagotovo. Premočni so. Res, da so tudi varni ratli, ampak so ratli eksponentno premočni, za kar se tiče današnjih standardov. Ja, v Zavarovalnici Triglav imamo aplikacijo Drive, ki je v bistvu namenjena prav temu, katerega koli voznika pravzaprav točkuje, kar pomeni, če vozi prehitro, če so neke sile premočne, seveda aplikacija to, bom rekla, varno vožnjo nagrajuje. Aplikacija Drive mi pomaga pri tem, da sem boljša voznica, zato ker lahko spremljam tudi mojo statistiko, opominja me, česa ne smem početi v avtu, na koncu mi pokaže, kako dobro sem vozila. Ok, zmagovalka spretnostne vožnje, ko je zadek zelo drsel. Kakšna je skrivnost, kako se ta poligon najbolj uspešno in hitro prepelje? Treba je biti varen,
čim bolj kar se da. Torej, ne lih pretiravati s hitrostjo v ovinkih, pa pol malo pospešiti na ravnini. To je nekako kar tale kombinacija, ker pa jaz sem bila tudi najhitrejša, najbolj varna, najhitrejša, tako da očitno gre skupaj. A je zahtevno, ko avto zdrsne zadek? Ti je to že kdaj zgodilo? Se mi je zgodilo, sploh zdaj zadnje čase imam kar slabe gume na avtu, ne se zdaj grem menjati, brez skrbi. Tako da ja, mogoče mi je ta izkušnja tudi malo pomagala, to z mojim avtom, ne osebnim, da sem znala zdaj s tole našo Toyoto voziti. Jaz vseeno upam, da iz tega dogodka danes so lahko odnesli nekaj, da je do avtomobila treba imeti spoštovanje, pa predvsem do ceste, pa avtomobile, ki jih nikoli nismo še vozili, voziti ekstremno previdno. Kako torej za konec odgovoriti na tisto začetno vprašanje, ali mlade avtomobili še zanimajo? Nikoli še nisem vozila tako hitrega avtomobila in je res pač super. No? Jaz imam doma eno staro Hondo, ki jo zdaj obnavljam. Predvidevam, da bo tam imela okoli 280 konjev, tako da bomo šli provati kaj na Hrobnik. Ja, si avtomobilist po duši. Ja, sem všeč avtomobili, tudi v otroštvu sem gledal dosti teh oddaj, recimo Top Gear, Grand Tour in so mi kar všeč te avti. A se ti zdi, da imate danes mladi še radi avtomobilizem, tako kot recimo so imeli naši starši pretekle generacije? Pa mislim, da se to celo veča, da smo zmeri bolj zagreti za avte, zmeri več nam pomeni ta kontakt z avtom, ne vem. Jaz sem še bolj postaran, ker je analogno in to, ker dela karburator, ko smrdi, pa mišeli in benzini, tu mora delati. Tu drugo, te računalniki, tu nas bo vse povezilo, tu ne bo nič. A mora biti prisoten ta zvok, da je pravi užitek? Meni se ne zdi, da nujno, mislim, da ni potrebno, ampak pač, če je vseeno malo boljše. Ampak tudi sama hitrost in pospešek električnih avtomobilov je tudi, mislim, da sam po sebi že dovolj za užitek. No. Gen Z-ovci se za takšne športne avtomobile zanimajo ravno toliko kot njihovi starši. In če vam je to všeč ali ne, avtomobili bodo, kot se kaže, tudi v prihodnosti pomemben, če ne celo sestavni del naše družbe. No, morda bo avto postal manj pomemben kot prevozno sredstvo, avtomobilski užitki pa nikakor niso pod vprašajem. No, po oglasih vam pokažemo še en primer ureditve tega tovornega prostora po meri. Govorili bomo o Sprinterju, v katerem je tukaj zadaj vse lepo pospravljeno. Čim je čisto, čim je zloženo, tako boš tudi kupec dobil. Če si navajen, pa da pospravljaš, da rihtaš, da je vse čisto, to pomeni, da taka oseba si. Pa pokažete prav te kombije v bistvu vašim strankam? Niti ne, ampak iz izkušenj vam povem, da stranke vidijo, tako malo pokukajo noter, vidijo malo, ko ti odpreš, vidijo, kakšno orodje, kakšno vozilo je pripeljano, kako je pospravljeno, kakšen je odnos na montaži. Če nimaš v bistvu nekih stalaž, pa lepo posortirane zadeve, da imaš na kupu, kot prvo iščeš, kot drugo, ko skladaš in nakladaš orodje eno na drugo in ga spuščaš eno na drugo, se to poškoduje. Predalnik je pač tlele zahaklan, varnostno zaradi transporta, potem, ko ga ti odpreš, je narejen tako, da ga tukaj potegneš, da ti ne pade dol, da ne stresaš. Če bi pa ti namensko nekaj manjšega noter imel, pa vedno takole. In to je pa pol tista sila, da ti lahko poiščeš nek manjši, da je sam pok. Sam kar. Nič se ne vzlomil. Sam je treba, ja, na bose. Evo. Okay. To je prav namensko, tako robustno narejen. Mora biti. Kar mi v lastni režiji naredimo, so te aluminijske zaščite. Zaradi tega, ker originalne so iz tega kartonskega, tega materijala in potem velikrat kakršnokoli zadevo, ki imaš, butneš se takoj ta zadeva zlom, tako je pa aluminij, lahek, trpežen, lušten. Celo bom rekel, da tako izgleda malo zelo čist. No. A je še kakšen tak nasvet, ki ga lahko date recimo drugim podjetjem? Kater ima neko podjetje, ki se ukvarja z montažo tudi s časoma na višini, da si kup element za hitri spust lestve.
To vam zelo prihran, kot pa da hodite na vozilo, odvezujete, pa zavezujete gor, pa tole tle zapneš, dvigneš. To tudi sami naredimo, isto. Če pogledamo... Tla so vedno najbolj fajn ta Ja, to je ta lesena vezana plošča, še najbolj trpežna, najboljše, no. Zdaj, če jaz prav vidim, tukaj je en drugačen sistem, ta se mi zdi bolj robusten, kot pa tisti. Tale je pa neka, bom rekel, dediščina, ki se že ves čas premika iz vozila v vozilo. Je pa tako, da je to prvi in originalni nosilec od Mercedesa, v mislu stalaže od Mercedesa iz leta 1997. Se pravi, Mercedes je to naredil? Mercedes, to je... Se pravi, tovarniško. Ja, to je tudi mogoče en bonus, ker je vozilo načeloma skozi enako, nekako za te regale, a ne? Da niso kakšne take drastične spremembe, da preko, da je pa kolotek tam, pa ne morem jaz not dobiti. Pa da ne bi mogli teh šraufov v bistvu ali pa karkoli, ja. No, skrbno pospravljeno svojo opremo pa imajo tudi gorski reševalci Slovenije v svojih dačah Dusterjih. No in tiste opreme imajo celo toliko, da zdaj včasih potarnajo, da imajo Dusterji premejhne prtljažnike. Ampak zdaj pa ne bodo imeli več izgovor, zato ker dača je naredila Bigsterja. To je torej Duster za tiste, ki potrebujete več prostora za svoje pustolovščine, za potnike, pa tudi za prtljago. This car is unmistakably very close sibling of Duster. Are they actually the same car? No, they are not the same car. This one is an evolution of Duster, and we make a lot of changes to it to adapt it to the C-SUV market we want to conquer with Dacia. There is an evolution in what Dacia is. The DNA of Dacia is, of course, value for money, no question on that. But now that we are gaining market share, gaining new clients, especially here with Bigster on the C segment, we realize that there are more than that. The essentiality of the car, the fact that there is not much technology in our car, is very much appreciated. And of course, now the design comes in the reasons for purchase, because we've been working hard on the brand identity to attract new customer, new client. We've been changing the tone, the style, the colors and trims of our cars in order to present something which is more robust and outdoor, more fresh. But does it mean that Dacia cars will become a little bit more expensive now? Dacia cars are not becoming expensive because the trading price of the C SUV is above 35,000 euro. Today, it was less than 30,000 euro 5 years back. And this is where Dacia arrives. Dacia je vstopila v višji segment, v segment C, kot mu sami pravijo. Torej v enega najbolj priljubljenih in zahtevnih segmentov v Evropi. In s čim ga bodo napadli? Celo z rekordi v prostornosti. Bigster namreč v primerjavi z Dusterjem prinaša dodaten prostor v potniški kabini in prtljažniku. Seveda sem z velikim zanimanjem sedel na zadnjo klop in poglejte, tukaj je zares veliko prostora. Dovolj ga ostane po višini, pa tudi za kolena. Poglejte, ga ostane še zares veliko. No, obenem pa je tudi naslon zadnje klopi pomaknjen nekoliko bolj nazaj, bolje položen, zato da je tukaj sedenje bolj udobno. No, vsekakor lahko sklepam, da bodo tukaj zadaj zelo udobno potovale tudi višje rasle osebe. No, drugi, skoraj rekord pa Dacia obljublja v prtljažniku, ki ga lahko po novem, poglejte, električno odpiramo. Prostor tukaj zadaj je že zdaj zelo zajeten, za prevoz zares dolgih predmetov pa lahko zadnjo klop zdaj zelo preprosto zložimo s tema dvema ročicama in tako dobimo 2,7 metra skoraj povsem ravne površine. V prtljažniku imamo tudi enega izmed priročnih pritrdišč Dacijinega sistema U-Clip. U-Clip is this thing. You have some little points here all around the car. So you have one here, you have inside the cabin. And this point is a universal point. It means that you can plug in any of the accessory we develop for U-Clip. Zdaj pa se lotimo še Bigsterjevih pogonov. 4 različice so na voljo, v vseh primerih z vsaj blago pomočjo električne energije. Sprememba pa je doletela hibridni pogon z vrha ponudbe.
Če je bencinski del hibridnega pogona pri Dusterju predstavljal 1,6 litrski motor, so pri Daci zdaj uporabili 1,8 litrski motor. Seveda, Bigster je na voljo tudi s posebnim spalnim paketom. Poglejte, lahko ga spremenite v avtodom s takšno udobno posteljo in pa nekaj odlagalnega oziroma shranjevalnega prostora spodaj pod to posteljo, lahko pa ga seveda spremenite tudi v takšno mobilno pisarno. Ukvarjamo se z produkcijo, se pravi z različnimi snemanji reklam, filmov, dokumentarcev. Pa glede na to, da včasih te premiki z ene lokacije na drugo lokacijo so hitri, ti moraš v istem trenutku biti na eni lokaciji, niti se ne posname, že moraš biti na drugi lokaciji. In zdaj, da ti pripenjaš, se pravi prikolico na vozilo in pol se pelješ na drugo lokacijo, to traja. In pol ljudje, tisti, kateri so ta glavni, grejo prvi iz lokacije in pol oni so prišli, pa niso imeli še tam stranišča, ne? In pol smo videli, zakaj ne bi to naredili v kombiju. Ta je najstarejši, takšen ga imamo v domačem gospodinstvu. Aha, to je prav čisto navadna tehnika. Tako, to je čisto navadno stranišče. Ampak težava je v tem, da rabiš več vode. Koliko splakovanj pride v enem? No, to je na primer minimalni kotliček, ki ga imamo v gospodinstvu, je 4 litre. Ja, in to zadostuje ponovadi za koliko? Kar je ponovadi, tle imamo približno nekih 300 litrov vode, za enih 40 ljudi približno za enih 12 ur. In pol smo se seveda odločili za vakuumski sistem, ki ga imamo, pa zdaj naprej ga varujemo v vsa naša stranišča. Ok, kako pa to deluje? To pa deluje tako, da v bistvu... Se pravi, to ni avtodomarski WC? Ni, to je pa ponavadi tako, ko ga uporabljamo, se pravi, imamo v ladjah, v avionih, v jahtah. Se pravi, tu je pa od 7 decilitra vode na spust, se pravi 4-krat manj. Ti pa zbirate ta velika sporočila. On ga čist melje, ne? On ga čist melje in samo gošča ostane. In pol se pač to pelje v čistilno napravo. To je v bistvu odpadna voda. Na tej strani, na drugi strani je pa čista voda. Zakaj pa ste vzeli prednji pogon? Ker mi imamo težo na prednjem delu vozila. Ker so rezervari za odpadno čisto vodo in vsa teža, ki je bolj naprej. To je pa štirikolesno gnalo, v bistvu se tudi vidi, da je že v bistvu dvignjen. Zakaj pa ne bi vzeli kakšno drugo znamko, zakaj Sprinter? Ja, gledajte, ukvarjamo se s filmsko industrijo in Sprinter je nek standard za filmsko industrijo. Aha, se pravi, sploh ne morate kaj drugega zbrati, ne? Ja, gledajte, lahko zbereš samo... Paše, ja. Mora se Sprinterom pripeljati, tako bi rekel. No, kakšna anekdota snemanj? Teh je dosti, ne? Ni jih malo. Ja, naprimer, smo snemali na Hrvaškem, so nas povabili, je bil Ramsey, kuhar, in je imel svojih 6 kuharjev in je prišel z WC-ja pa rekel, I never piss in the van. A pa je skuhal kaj tazga, da je potem tako malo pregnalo? Ja, to pa. Podrobnosti pa nisem šel. Mislim, a se je že kdaj kaj zgodilo, da je kaj se zmešil? Kakšno stranišče? Ja, se tudi zgodi, ne? Se pravi, zato pa glih, kako bi rekli, ženske, spravi, tamponi, vložki se nameče noter. Noč se meče samo pač papir in to. In ta papir mora biti poseben? Ni treba, da je poseben, ampak mi vseeno imamo tega razgradljivega. Tisti, ki je tudi v bistvu galažji mlinček v bistvu. Ja, glih zaradi tega, ja. In tudi ta je bila zanimiva. Smo snemali na Primorskem, je bil glavni igralec, je bilo tako rekel, je bil Chuck Norris. Snemali smo eno za kombi in je bila kamera, pa luči, vse ostalo je bilo pripeto na kombi. Se je pripeljal iz ovinka in je bil glih tam parkiran na eno drugo vozilo. In se je mogel odmakniti in ko se je odmaknil tistemu vozilu, se je podrajsal na naše vozilo. In je vse odletelo dol z njegovega kombija, ja. Me poklical in je rekel, ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo. Je rekel, ja, Chuck Norris se je zaletel v vozilo. Še to me zanima. A bi vi lahko uporabljali kar električnega Sprinterja, pa bi potem svojo elektriko pobrali kar iz baterije iz avtomobila za vaše potrebe? To je tudi naš cilj, ne?
Da bi v bistvu cela energija, vse skupaj, da se napaja cel sistem in vozilo, se pravi na elektriko. Z pomočjo celic, sončne energije. Tukaj gor ste ugradili. Tu imamo celice, tako ja. Ampak glede na to, da je to še vse skupaj v povojih, če se zelo hitro razvija, si ne upamo. Ker vseeno je to neka osnova človeška potreba, ki jo moraš zagotoviti in si ne upamo še zdaj iti v tako daleč. Ja. Najlepša hvala za tole. Hvala. No, ampak elektrifikacija pa vseeno prodera tudi v to področje in lahko spomnim, da smo recimo lani vam že predstavili zgodbo z mizarjem, ki uporablja elektriko za svoje žage in pa skobeljnike kar direktno iz baterije svojega kombija. Pa takrat smo vam pokazali tudi Jurija Tepeša, nekdanjega skakalca, ki skakalne kombinezone šiva in pa lika tiste smučke kar direktno iz baterije tega kombija. In naslednji trend so tudi v bistvu hladilniki, kombi, ki meso in pa recimo jogurte hladijo kar iz baterije kombija. Ampak o teh temah enkrat drugič. Naj pa vam zdaj za konec zaželim prijetne praznike, pa upamo, da boste šli kam vandrat. Mi pa se vidimo ne čez en teden, ampak čez 14 dni. In takrat se vam bomo oglasili s poročilom iz Kitajske, iz avtomobilskega salona v Šanghaju. Kitajske znamke nam obljubljajo, da bomo električne avtomobile napolnili v komaj 5 minutah. Kako to deluje, smo od blizu spoznali na kitajskem avtomobilskem salonu v Šanghaju. Poglejte v sredo zvečer na drugem programu Televizije Slovenija.